Kratek odgovor je ne, ne vemo veliko. In strinjam se z ambasadorjem Regevom, da moramo počakati, dokler ne bomo imeli celotne slike vseh dejstev. Memorandum o soglasju še ni bil objavljen. Celotno besedilo še ni bilo objavljeno. Imeli smo veliko črnogledosti, veliko odzivov. Ampak resnica je, da dejstev ne poznamo. Upozoril bi na dejstvo, da je bil njegova dosedanja politika do Irana zgodovinski. Da, ukrepal je vojaško, ko je rekel, da bo. Uvedel je največji pritisk na režim. In resnica je, da se režim boji Donalda Trumpa kot predsednika. Mislim, da vsi trenutno prehitro sklepajo. Režim v Iranu širi propagando. Poročila o osnutku besedila je razširil Meh News. Meh News je dobesedno v lasti organizacije imenovane Islamska propagandna organizacija. Trenutno je torej veliko hrupa. Rekel bi, da stopite korak nazaj in počakate, da bo besedilo objavljeno. Ena stvar je gotova. Predsednik Trump je izstopil iz JCPOA, Obamovega jedrskega sporazuma, ker je dejal, da je bil sporazum šibek. In mislim, da smo lahko prepričani, da predsednik Trump zagotovo ne bo želel, da bi bil njegov sporazum šibkejši od Obamovega. Ni dvoma. In strinjam se z vami. Rezultati proti Iranu so izjemni. To je bilo samo v zadnjem letu. Očitno je predsednik sprejel ukrepe, ki jih vsi predsedniki pred njim niso storili. Ampak videz je slab očitno. In nam ni všeč, kako to trenutno izgleda. In to je dejavnik pri tem. Ampak kaj pa tukaj v Izraelu? Očitno izražamo svoje obupanje, razočaranje. Težko je sprejeti, kaj se dogaja. Kaj pa zaliv na splošno? In kako bi opisali odziv tam? Bil je nekoliko zadržan, če se ne motim. Mislim, da zalivske države to obravnavajo ustrezno. Dejstvo je, da so med vojno, ko je režim izvajal neizzvane napade na zalivske države, na Zaje, na Bahrajn, na Saudsko Arabijo, ustvarili situacijo, v kateri se ne bomo mogli vrniti v stanje pred vojno. Te zalivske države zelo dobro vedo, da ta režim, dokler obstaja, predstavlja grožnjo. Zdaj je skoraj nepomembno, ali imamo navidezno zbliževanje, ker je režim razkril svoj pravi obraz. Ne pozabimo, da je bilo navidezno zbliževanje med Saudsko Arabijo in režimom v Iranu dogovor ob posredovanju Kitajske. In to je bilo dejansko tako. Savdici so dobro vedeli, da IRGC ni spremenil svojega vedenja, vendar so igrali na več konjev. Čutili so, da se regija premika proti spopadu in niso želeli biti ujeti v navzkrižni ogenj. To je njihova računica. To je bila njihova računica pri podpisu tega sporazuma. Kaj se je zgodilo? Prvi dan vojne je režim prekršil ta sporazum in začel izstreljevati rakete in drone na Saudsko Arabijo, Bahrajn, Kuvajt in Zaje. Zaje je postal njihov stalni ideološki sovražnik, pri čemer uporabljajo enak jezik, mimogrede, kot ga uporabljajo proti Izraelu. Tako zalivske države zelo dobro poznajo DNK tega režima in vedo, da dokler bo obstajal, bo grožnja trajala in mir ter stabilnost na Bližnjem vzhodu ne bo stagljiva. Torej, vsak dogovor, ki omogoča umilitev sankcij in daje moč voditeljem režima, in ne pozabimo, ti voditelji so trenutno Ahmad Vahidi, vrhovni poveljnik IRGC, oseba, ki je na seznamu iskanih Interpola zaradi svoje vloge pri bombnem napadu na judovski kulturni center v Argentini leta 1994. Močtaba Hamenej, še vedno čakamo na dokaz, da je živ, vendar je oseba, ki je globoko antisemitska, protizahodna in protisaudska. Prav tako Mohamed Ali Džafari, poveljnik IRCR, ki je zasnoval strategijo asimetričnega vojskovanja, ki jo je režim uporabljal proti Izraelu in Združenim državam. To so posamezniki na čelu. So izjemno radikalni, izjemno ideološki. Torej, vsakršna sredstva, ki so dodeljena, kakršnakoli pomoč, ki je dana, je zagotovo v rokah IRGC. Prav to izpostavljam s prstom. Vsak dogovor, ki ga sklenete s temi ljudmi zdaj. Mislim, spomnimo sebe in naše gledalce. To je apokaliptična, fanatična, teroristična organizacija. Eskatološka, če uporabimo ta izraz, za način, kako oni vidijo to situacijo. Če bodo dojeli dogovor kot svojo zmago, bodo rekli, glejte, veliki Satan je prišel k nam z dogovorom. To je nekaj, kar daje moč temu režimu. Kam to vodi? Za desetine milijonov mladih šiitskih prebivalcev v regiji, ki morda gledajo na to situacijo na ta način. Ker mislim, da IRGC to že uporablja kot orodje za novačenje in pravi, glejte, imamo prav, mi smo tisti, to je Mesija.
IRGC je še okrepil svojo militaristično doktrino mahdizma, doktrino, ki je apokaliptična in je v svojem bistvu antisemitska. Od leta 2010 naprej je to postala osrednja točka indoktrinacije v IRGC. Mimogrede, indoktrinacija predstavlja 50% njihovega usposabljanja. Torej, 50% usposabljanja v IRGC je radikalizacija. Wow. Doktrina mahdizma je postala osrednja točka, ker je Hamenej želel vzgojiti bolj skrajne in radikalne mlajše generacije v Gardi in Basidžu. In ta doktrina je usmerjala njihovo vedenje v času vojne. Upravičila je vedenja in dejanja, ki bi bila sicer popolnoma nerazumna. Edini način, da lahko razumete njihova dejanja, je skozi to doktrino. Režim želi ponovno zgraditi tako imenovano os odporništva. Prav danes je Esmail Kaani, poveljnik enote Quds, iranske revolucionarne garde, izjavil, da namerava ponovno zgraditi Hamas. Režim verjame, da mu je uspelo. Mislim, ponovno, veste, uspeh tega režima v tej vojni bi močno postavil pod vprašaj. Vojaško gledano je bila to velika poraza, da. Imeli so poveljnike prve in druge stopnje, ki so bili popolnoma odstranjeni. Njihov vrhovni vodja je bil odstranjen že prvi dan spopada. Močan režim ne izgubi svojega vrhovnega vodje na začetku spopada. Njegove balistične rakete, zmogljivosti dronov, infrastruktura in jedrski program so bili bistveno oslabljeni. Kljub temu ustvarja vtis zmage. In žal bi rekel, da so glavni mediji vodeni z antitrampovsko pristranskostjo, kar je dejansko pomagalo Irancem v njihovi informacijski in propagandni vojni. Ponovno, naredimo korak nazaj. Še vedno ne poznamo podrobnosti tega memoranduma o soglasju. Mimogrede, to je memorandum o soglasju, ki omogoča 60 dni za pogajanja o resničnih zadevah. Zelo malo verjetno je, da se bo iranski režim strinjal s pogoji Združenih držav. Torej, v tem trenutku mislim, da moramo vsi narediti korak nazaj in pogledati na dosežke predsednika Trumpa glede Irana, ter biti prepričani, da ne bo želel, da bi bil njegov dogovor šibkejši od Obamovega sporazuma.